Po 5 letih je Slovenijo ponovno obiskala astronavtka s slovensko-indijskimi koreninami Sunita Williams. Na obisk v Slovenijo je prišla s svojo mamo, ki je pravzaprav Sunitina vez s Slovenijo. Sunitini predniki so se preselili iz majhne vasice okoli Tržiča v Ameriko. Sunita je 10-dnevni obisk izkoristila tudi za ogled lepot Slovenije, o svojem znanju in izkušnjah iz vesolja pa je spregovorila tudi na številnih predavanjih. Na predavanjih je izrazila željo, da bi mlade rada navdušila, da postanejo astronavti in da je v življenju vse mogoče, ter da si omejitve predstavljamo le sami. Povedala je, da se veseli dneva, ko se bo v vesolje podal naslednji astronavt, ki izhaja iz Slovenije. Med obiskom v Sloveniji je astronavtko odlikoval tudi predsednik države Borut Pahor. Sunito je odlikoval za vse znanstvene dosežke in tudi za promocijo Slovenije. Ob tem je predsednik republike dejal, da Sunita Williams premika meje človeškega znanja in bivanja. Povezana je s Slovensko znanstveno fundacijo, prek katere prinaša v Slovenijo najnovejša dognanja in odkritja o vesolju. Williamsova, ki je bila nad odlikovanjem vidno ganjena, je že 4. astronavtka s slovenskimi koreninami, ki je poletela v vesolje. Sunita ima za sabo že 2 poleta v vesolje, tam pa je vse skupaj preživela že 321 dni. Sunita Williams je prvič poletela v vesolje pred 7 leti, ostala tam kar 195 dni in postavila nov rekord za astronavtke, ki še vedno ni presežen. V vesolje, ki je, kot pravi, njen drugi dom, je v 3-članski posadki ponovno poletela lani julija, ko je kot druga ženska do zdaj poveljevala tudi na mednarodni vesoljski postaji. Štiristo kilometrov nad Zemljo je opravila kar 50 ur prostega sprehajanja po vesolju. Kljub temu pa si kot najstnica, zdaj 47-letna Sunita, ni nikoli predstavljala, da bo kdaj astronavtka. Želela si je postati veterinarka. Kot vizionarka Sunita verjame, da je le še vprašanje časa, ko bomo lahko obiskali Mars ali Luno. Sicer pa Sunita zdaj intenzivno pripravlja druge astronavte, ki bodo šele prvič poleteli v vesolje.